Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili naprej o hrani in sicer o zelenjavi in glikemičnem indeksu in o hujšanju in o tem, kako kombinirati pač to hrano, da ne začnemo pridobivati odvečne kilograme, predvsem pa, da se v jesenskem času ne zredimo tistih nekaj kilogramov, ker pač jaz zase vam govorim. Večerno sonce je, pa je tako lepa svetlava. V glavnem, zase vem, da vsako jesen, da če ne pazim, enostavno dobim 2-3 kile gor. In to, če ne pazim, kje točno vem, da ga pogrešim. Mošt je ena stvar, ki me enostavno potegne. Pa imamo pa jesen par rojstnih dnevov in ko začnem pri teh rojstnih dnevih kombinirati torto z majčkeno alkohola, pa še kaj dobrega zraven, konc. Enostaven 2 kile gor gresta in ne grejo kile dol do pomladi, pač tam, ko je post pred veliko nočjo. V glavnem, pojdimo zdaj naprej na zelenjavo z visokim in z nizkim glikemičnim indeksom in predvsem, kako kombinirati sploh kosila, da vas popoldne ne ujame grozna lakota in predvsem to, da zvečer ne posegate po piškotih, po prigrizkih in tako naprej. V glavnem, prva zakonitost zdrave prehrane je to, da veste, zelenjava, skoraj vsa zelenjava, ima veliko manj sladkorja kot sadje. To je najbolj pomembno. In če ne morete shujšati, dajte za nekaj časa sadje majčkeno na stranski tir oziroma se držite nasveta, ki je opisan v knjigi, tudi z ogljikovimi hidrati ste lahko zasvojeni, tam noter pišeta avtorja Zakonca Heller, o tem, da v bistvu sadje za vse tiste, ki smo močno občutljivi na sladkor, zdaj kako veste, da ste občutljivi na sladkor, pač naredite test. Test sem prepisala iz te iste knjige in sem ga dala na stran 90, v knjigo, ko imajo hormoni žur. In sicer, tukaj noter naredite test in jaz, ko sem naredila ta test, sem prišla do zaključka, da spadam v skupino ljudi, ki so lažja zasvojenost z ogljikovimi hidrati. Se pravi, 2. stopnja zasvojenosti in to pomeni, da oziroma od 4 3. stopnja zasvojenosti. Se pravi, sem v bistvu zelo občutljiva na sladkor v živilih in za vse tiste, ki smo močno občutljivi na sladkor v živilih, lahko jemo sadje v okviru obroka. To je ena stvar. Zdaj pa kaj je obrok? Obrok je 1 uro lahko traja obrok. Se pravi, vse to, kar jaz pojem v roku 1 ure, potem pa mora biti do naslednjega obroka 2 uri pa pol presledka. Se pravi, vmes ne smem nič jesti, lahko pijem. Se pravi, če je v okviru tega obroka sadje, potem je v redu. No in predvsem Zakonca Heller priporočata za ljudi, ki so pa močno zasvojeni, se pravi tisti, ki so v bistvu prav odvisniki od cukra, da v tem primeru lahko jejo sadje samo kot predjed pred kosilom. Pri nas to, kar slišite vzadaj, je naša Karla, naša mucka, ki hoče iti ven. Tako, navajena je, da zjutraj pa zvečer gre ven in pol toliko časa teži, da pač gre ven, da jo spustimo. Ampak zdaj bo počakala, da posnamem video. No, v glavnem, zdaj pa, kar se tiče zelenjave. Jaz sem prišla do zaključka, da moje hujšanje ni šlo nikamor, dokler sem jedla tako popoldne kakšno jabolko. Ali pa še hujš, ko še nisem imela pojma o zdravi prehrani, ko sem rekla, jaz zdaj hujšam. In sem zvečer se lotila jabolk in sem pojedla 1 jabolko, 2., 3. jabolko in ker jabolko nima nobenih beljakovin, sem potem postala čez ene pol ure tako lačna, da sem enostavno šla prazniti hladilnik in sem bila tam. Se veste, ko poješ več, kot si mislil, da boš pojedel in v bistvu. To lep sonce je, to, kar meče senco name, so moje vrtance, glejte to. A veste, da so to te stare sorte vrtnic, ki dejansko dišijo. Bom zdaj dala to toliko stran, da nisem cela flekasta. Se pravi, pejmo na zakonitosti,
ki jih naše telo more, ali pa ki se jih mi moramo držati, če želimo pomagati našemu telesu. Tukaj imam krožnik in bom na krožnik narisala Mercedesov znak. Zdaj zakaj? O tem sem že razlagala, ne vem v katerem videu, ampak tudi v knjigi, ko imajo hormoni žur, o tem pišem. 1/3 krožnika pri kosilu date beljakovin. Se pravi, beljakovine so lahko riba, lahko je piščanec, lahko je puran, lahko je skuta. 1/3 krožnika date kuhano zelenjavo, se pravi brokoli, cvetača, lahko so pražene gobe, lahko so pražene bučke, lahko popražite skupaj na čebuli, bučke pa gobe, lahko naredite, tako kot mi je zdaj tale moja Ester, ki tukaj sežane, moram še probati, ampak kar je rekla, da ona proba, da naredi čolničke iz paprik, pa da noter eno vrsto sira, čez da parmezan in potem to da zapeči v pečico. In da je to božansko, jaz to verjamem, da je božansko. Lahko naredite iz bučk čolničke, pa noter date gobe, pražene gobe skupaj s čebulo, pa čez date parmezan, pa date peči v pečico. No, pa ne rabite 1/3 krožnika, zato ker imate parmezan, je beljakovina, pa bučka je kuhana zelenjava in tukaj pa date 1/3 ogljikovih hidratov. Se pravi, vi lahko jeste krompir, tudi testenine, če niste občutljivi na gluten, ampak samo 1/3 krožnika. No, kaj sem jaz včasih delala? Ne vem, ko narediš testenine z omako, je to cel krožnik testenin. Ni nič, majčkeno kuhane zelenjave mogoče, ker daš omako noter. Meso sem zbrskala ven in ga je pes pojedel in na koncu sem jedla po večino ogljikove hidrate. In mene je to neslo pri mojih kilah. Se pravi, ko sem se začela na ta način pri kosilu prehranjevati 1/3 krožnika beljakovin, se pravi, to je za eno dlan, recimo en zrezek, 1/3 krožnika kuhane zelenjave, lahko je tudi stročje, pač nekaj od zelenjave in 1/3 krožnika testenin ali pa riža ali pa krompirja. Dejansko na ta način se je meni zgodilo, da me popoldan ni več zgrabila lakota oziroma želja po cukru. Mislim, to je zame bila eureka. Poskusite tudi vi. No, pa imate pa v knjigi, ko imajo hormoni žur, imate dejansko jedilnike, kako sestaviti skupaj obrok, kaj jesti, da ne boste diplomirali, ker meni je bilo dejansko, ko sem se učila novih zakonitosti glede hrane, mi je bilo dejansko težko, ker sem morala določene zakonitosti, ki sem se jih doma pri mami naučila, spremeniti v to, kar pač gre skupaj, da mi sladkor ne deluje po svoje. In ko sem to začela uporabljati, vam povem, to je zakon, ampak res deluje. Se pravi, mini obrok dopoldan, popoldan, čakajte, vam bom povedala, zajtrk z nizkim glikemičnim indeksom, vam bom povedala, kje imate še kosilo. Za kosilo imate na strani 137 v knjigi, ko imajo hormoni žur, in tudi to imate tudi razložen tukaj naprej, kaj kombinirate skupaj. No, zdaj pa gremo naprej in gremo na glikemični indeks zelenjave. Ker zelenjava po večini ima nizek glikemični indeks, ampak, no čakajte, zdaj vam bom pa povedala, kje je to. Se pravi, sadje, zelenjava na strani 122, odprite knjigo in boste videli točno glikemične indekse zelenjave. Se pravi, zelenjava z nizkim glikemičnim indeksom, recimo tle not sem dala avokado. Avokado ni zelenjava, ampak je sadje, ker zraste na drevesu. Veste, so zanimive zadeve. Recimo sem razmišljala prav olive, a so olive sadje? Ne, olive so v osnovi pašejo med oreščke in v to, kar sem prepričana, se bo šele z leti pokazala prava vrednost oliv, ker moč oliv je dejansko v peški. Ne v tem, kar mi delamo olje, ne v tem, kar jemo olive, ampak dejansko v peški olive je njena moč. Kaj vsebuje, nimam pojma, ampak sem prepričana, da vsebuje
vitamin B17, ki deluje proti raku. Res sem prepričana v to. Ampak tega še niso pogruntali. Tako, to me dosti prešinali. Pač to bojo šele dokazali. In kako prideš do tistega jedra, nimam pojma. Ampak vem, da moč olive se dejansko... Oliva je sadež najbolj trpežnega drevesa na svetu. Poleg, kaj še tista na A no, v glavnem se ni važen. V glavnem gre se za to, da oljka kot drevo lahko raste tudi 1000-2000 let. Se pravi, sadež drevesa, ki raste 2000 let, pomeni, da nosi v sebi zapis dolgoživosti. In dejansko ta dolgoživost, ta zapis je v peški. Tam noter. In ko bojo pogruntali, kaj točno je tam noter, bomo mi ljudje s tem zdravili tudi raka. Prepričana sem, res sem prepričana. To je bilo danes, ko je prišla informacija. No, zdaj vam pa povem naprej. Gremo naprej na zelenjavo. Se pravi, jajčevci imajo 20, potem bučke imajo glikemični indeks 15. Pomeni, da tega lahko pojeste, pa če date nekaj, recimo kakšen sir čez ali pa mozzarelo, je to super. Potem radič, redkvicka, por, olive, to je vse zelo nizek glikemični indeks. Potem fižol okrog 35, zdaj kje pa problem? Koruza. Koruza ima 55 glikemični indeks. Potem grah iz pločevinke 45. Potem krompir, to je pa bomba. To je pa dejansko tako, kot bi atomsko bombo pojedel in naenkrat dobiš tako, se raztreščiš. Veste, jaz sem že doma govorila, mi smo imeli zmeraj po 4 prašičke doma. In kaj so jedli ti naši prašički? Pač jedli so kuhan krompir in jedli so buče. Jaz sem že od malega govorila, naši prašiči se redijo od krompirja. Če mi jemo krompir, postajamo debeli. In mi smo bili vsi debeli pri naši hiši. No, razen očeta. Pa mojega brata tam mlajšega, ampak vsi ostali smo bili pa tako na ta način. In so rekli, ne, to ni povezave. Ampak poglejte, kuhan krompir, krompirček, recimo pire krompir, ima glikemični indeks 90. In to pomeni, da ima več sladkorja v sebi, kot če bi žlico jedel cukor. Ker sladkor ima glikemični indeks okrog 70. Potem kuhana repa 85. Kuhan krompirček 85. Škrob. In prav škrob je problem. Tudi kuhana kolerabca, tam nekje 85. Dejstvo pa je, zdaj pa tukaj pa en tak, wow zadeva. In tisto, kar res deluje. Škrob, ko ga enkrat ohladiš, postane neprebavljiv. Se pravi, krompir, ki je predhodno kuhan in ohlajen in potem lahko še enkrat pogret, postane škrob neprebavljiv. In to pomeni, da če vi skuhate danes zvečer krompir in ga pojeste jutri za kosilo, postane škrob neprebavljiv. Se pravi, lahko brez problema naredite pražen krompir, ni noben problem. Lahko skuhate danes krompir, ga jutri nekako popečete, ni noben problem. Lahko naredite krompir, skuhate danes, jutri kumarično solato, noben problem. Danes skuhate blitvo s krompirjem, pojeste jutri, noben problem. Škrob postane neprebavljiv. V nasprotnem primeru postane škrob, če ga takoj svežega zaužijete, atomska bomba za vaše telo in temu primerno se potem tudi celice napihnejo. In recimo tudi pokovka, recimo koruza pečena 85. Pač to je vse koncentrat škroba in enostavno vas raznese. Tako da v bistvu, zdaj če gledam, koruzni žganci ravno tako imajo zelo visoki glikemični indeks, ampak stanje se pa spremeni. A veste, kaj sem jaz rada jedla doma? Poleti, ko smo pospravljali seno, smo največkrat jedli za malco koruzne žgance,
s kislim mlekom pa smetano, kislo smetano. Meni je to toliko dobro, ampak meni je to toliko dobro, še danes mi je to toliko dobro. Boljša varianta je sicer ajdova moka in ajdovi žganci, ker ima glikemični indeks samo 45, ampak ohlajeni koruzni žganci s kislim mlekom se v bistvu škrob izniči. Čakajte, vam bom zdaj vse razložila. Se pravi, koruzni žganci smo rekli, da ima glikemični indeks 85, pokolka koruzni žganci, tam okrog 70, žganci okrog 70. Medtem ko kislo mleko 0 in če date tudi žlico kisle smetane zraven 0. Se pravi, 70 deljeno s 3 živila pomeni, koliko je to 25? Še ne, 22,5. Poglejte. In če je glikemični indeks 22,5, sladkor ostane v ravnovesju in pomeni, da vas ne redi. Če pa jeste tople žgance, tudi z mlekom, je pa to pesem popolnoma druga, ker škrob ne postane neprebavljiv in se direktno vsrka v vaše celice. Tako ja. Tako da v glavnem, treba je ohladiti te oglikove hidrate, te zelenjavne jedi in potem jih brez problema lahko pojeste in škrob se ne vsrka. Kaj bi bilo še pomembno povedati pri tem videu, kar se tiče srednjega glikemičnega indeksa? Ja, nič, zvečer lahko jeste zelenjavo, pa beljakovine, recimo zvečer, res zelo dobra večerja. Če jeste pršut, imate pršut, pa nekaj zelenjave zraven in to dobite vse vitamine pa minerale, ki jih potrebujete za izgradnjo praktično vseh hormonov, ker v pršutu dobite vseh 22 aminokislin, vse to, kar potrebujete za izgradnjo hormonov, tako rastnega hormona, kot hormona DHEA, ki topi maščobo okrog trebuha, kot vse ostale hormone, sploh če zvečer vzamete še C-vitamin pa omega 3. Se pravi, vsakega po 1000 mg. No, in zdaj mi je padlo na pamet, o katerem olju sem hotela govoriti. Arganovo olje, to je pa v bistvu tudi 1000-letno drevo, ki raste v puščavi v Maroku in iz arganovo olje je najmočnejša naravna zadeva za pomlajevanje kože. Tako da mogoče si kupite v drogeriji arganovo olje za čiščenje vaše kože. No ja, jaz imam tamle, a se vidi, kozarce, ker sem naredila letos toliko olja iz lakote Parmana, iz lakote Parmana in to imam za čiščenje make-upa in je res krasna zadeva. Tako da, ja, predvsem uživajte v dobri hrani, ja, posebej imejte radi, ker skozi hrano se točno vidi, koliko se imate radi, ker če sebe nimate radi, potem v vas se trpate vse tisto, kar ni zdravo in na nek način se ubijate. Tako da poskrbite za sebe, imejte se radi.